Ne boš mi dal roke, ne roka. Prav, kar hočem povedati je, ne boš, samo sedi. Hočeš, da sedim s tabo? Kaj še hočeš, da naredim? Vsi so z mano, mama. Rekla si, če rečem vsem, naj nehajo hoditi, bom tudi jaz nehal hoditi. Oprosti, moja, prav, bom kar jaz vzel. Raper Travis Scott je zdaj toženec, ki mu nova tožba očita, da je med divjim izletom z jahto v Miamiju pred 2 letoma napadel in grozil ljudem. In ja, dobili smo posnetek telesne kamere z njegove aretacije, ki bi zdaj lahko odigral ključno vlogo v tem primeru. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. V redu, zelo na hitro. Če vas zanima ustvarjanje vsebin, če objavljate stvari na družbenih omrežjih, se morda sprašujete, kako nam uspe tako hitro objaviti vse te posnetke o teh hitro razvijajočih se zgodbah. Uporabljamo nekaj, kar se imenuje Opus Clip. Opus Clip je vse v enem urejevalnik z umetno inteligenco, ki zelo olajša rezanje, ustvarjanje in nalaganje videoposnetkov na katerokoli platformo s pomočjo umetne inteligence. Opus Clip generira tudi B-roll posnetke, prilagodi kader posnetkov in celo očisti zvok. Je zelo enostavno. Samo obiščete opus.pro, poševnica opus.pro sublist. Prijavite se, naložite posnetek in v nekaj minutah boste imeli popolno urejene izseke, pripravljene za TikTok, kratke videe ali Reels. Opus Clip je resnično vaša enotna rešitev. In če imate orodje, kot je Opus Clip, lahko naši producenti takoj pripravijo viralne posodobitve iz sodne dvorane. To je najmočnejše orodje za deljenje idej in profesionalno urejanje. Zato pojdite na opus.pro/signup, da dobite en teden brezplačno in na to 50% popusta. Travis Scott, 35-letni raper in tekstopisec. Pravkar je bil vložen nov tožbeni zahtevek proti njemu. Zakaj gre? Toll. Kaj se dogaja? Najel sem ta čoln, lastniki so prišli na ta čoln, ob 12 so podrli vrata. Ne vem, kaj se dogaja. Rekel sem, da so potrkali. Ne razumem, kaj se dogaja. Takoj s čolna. Ni bilo nobenega pretepa. Sploh ni bilo ugrizov. Ja, dobil sem še veliko več posnetkov z telesnih kamer policistov, ki bodo morda zapolnili delčke te zgodbe. Ni vsak dan, da dobiš posnetek z telesne kamere v zgodbi. Zanima me, kakšno vlogo bi to lahko imelo. Torej, imamo tožbo, ki je bila pravkar vložena na Floridi. Je na sodišču zvezne države. In vložili so jo Adrian Frometa, John Steve Holgu in Mirnisha Hasinović. Opravičujem se, če napačno izgovarjam katerokoli priimek. Izgovorjava mi nikoli ni šla najbolje. Kakorkoli, tožba je vložena proti Travisu Scottu, katerega pravo ime je po navedbah v tožbi Jock B. Webster II. V tožbi je navedeno, da je 19. junija 2024 obstajala jahta iz leta 2007 z imenom Carpe Diem, ki naj bi jo Scott najel za odhod iz marine Miami Beach Marina. Torej, Frometa je bil očitno kapitan. Mimogrede, kmalu ga boste videli na posnetku telesne kamere. Scott je bil potnik. Spremljal ga je varnostnik, ki ga boste prav tako videli na nekaterih posnetkih, ter 3 gostje, ki so očitno vse skočile na krov. Zdaj obstaja trditev, da sta Scott in njegove gostje s seboj prinesli alkohol. Tako jahta odpluje proti plaži Hobby Island. Zasidrala se je. In po navedbah v tožbi, Scott trdi, da želi uporabiti vodni skuter. To da Frometa očitno reče ne. Skrbi ga, ker naj bi Scott pil alkohol, bil je pijan, ni bil v pravem stanju, da bi vozil vodni skuter. Nato naj bi Scott naročil Frometi, naj odpelje jahto do hotela Epic Hotel v Miami Beachu. Scott naj bi skočil z jahte na pomol, pustil se na krovu, se usedel v avto in se domnevno ni vrnil približno 30 minut. Na to tožba navaja, da je bil, ko se je vrnil, citiram, vse bolj agresiven do Fromete. Frometa trdi, da je končal najem, zaključil potovanje, odpeljal jahto nazaj v marino Miami Beach, vendar Scott očitno ni hotel zapustiti jahte. Po navedbah tožbe se je Frometa nato soočil s Scottom in mu povedal, da mora oditi, ker je najem končan. Zdaj vam bom dobesedno prebral iz tožbe. Mimogrede, moje prve misli, ko razmišljamo o vsem tem, ali obstaja kakšen posnetek nadzorne kamere, ali obstajajo kakšna sporočila, ki bi dokumentirala karkoli v zvezi s časovnim potekom dogodkov. Kaj takega? V redu, citiram. Brez kakršnega koli opozorila je Scott od zadaj potisnil Frometa in ga nato udaril s stisnjeno pestjo v vrat in zgornji del prsnega koša. Frometa se je umaknil za točilni pult plovila, da bi se izognil nadaljnji škodi. Želim, da si to zapomnite. To bo ključna sestavina za eno od zahtevkov v tem primeru, ene od pravnih podlag tožbe. Scott je nato začel kričati na Frometa. Scott je večkrat grozil Frometu, med drugim je rekel, da je Frometa, citiram, mrtev in da ga bo Scott, citiram, ubil.
Scott je zahteval, da Frometa pride iz šanka in se z njim pogovori na samem, vendar je Frometa to zavrnil, ker ga je bilo strah za svojo varnost. Varnostnik, ki je spremljal Scotta, je poskušal posredovati, vendar ga je Scott odpustil in mu ukazal, naj zapusti plovilo. Nekaj stvari, o katerih zdaj razmišljam, so morebitne priče, če bo to dejansko prišlo na sojenje, kaj ne? Bo varnostnik v tem primeru pričal v imenu tožnikov o tem, kar je videl, slišal in doživel? Kaj pa te druge ženske? Ali so bile priče čemurkoli na tej ladji? V redu. Torej, od tam naprej je tožba navajala, da je bil Frometa prestrašen. Nato je stopil v stik s Hasanovićem in Holginom. To sta spet druga tožnika v tem primeru. Po tej tožbi so to ljudje, ki so vodili najem jahte. Očitno so na prizorišče prispeli v 10 minutah. To je spet po navedbah tožbe. Prav tako trdijo, da so videli, kako se je Scott obnašal agresivno. Mimogrede, na sojenju si predstavljate, da bodo vsi stopili v pričo in vsi pričali. Domnevno Scott ni hotel zapustiti plovila, ni hotel zapustiti jahte. Ko pa so poskušali izstopiti, torej ko so tožniki poskušali priti na pomol, naj bi jim Scott sledil na pomol, kjer naj bi kričal in se obnašal agresivno. Vse to je seveda zapisano v tožbi. Eno stvar moram izpostaviti. To je zelo, zelo specifično, kaj ne? Zelo natančne podrobnosti o teh domnevnih sporih in časovnici. In vedno se vprašam, kadar to preberem v tožbi ali celo v obtožnici, ampak kadar to preberete v tožbi, civilni zadevi, se res vprašam, ali ta natančnost, podrobnosti naredi trditev ali zgodbo bolj verodostojno. Nekaj, o čemer velja razmisliti. Zdaj vam bom dobesedno prebral iz tožbe. Piše, citiram, kot odgovor so Frometa, Hasanović in Holgin stopili nazaj na plovilo, da bi se izognili nadaljemu spopadu. Scott je poskušal slediti za njimi nazaj na plovilo. Holgin je stal na pristopni brvi, da bi preprečil Scottu ponovni vstop na plovilo in zaščitil tiste na krovu. Scott si je na silo utrl pot naprej in z ramo udaril v Holgina in Hasanovića. Udarec je Holgina vrgel na tla. Hasanovićeva pa je padla in s trebuhom ter zadnjico udarila ob mizo. Po trku sta se Holgin in Hasanovićeva umaknila v notranjost plovila, ki jo je od zunanje palube ločevala steklena vrata. Zapomnite si to. Kasneje bo še pomembno. Frometa je poskušal preprečiti Scottu, da bi zasledoval Holgina in Hasanovićevo, vendar je Scott obšel drugo stran plovila in prišel do steklenih vrat, ki vodijo v notranjost. Mimogrede, ena od stvari, ki me ponovno zanima je, ali obstajajo posnetki nadzornih kamer na tej jahti, ali so tam kamere. Če se vrnemo k tožbi, je Scott na to zakričal, da so mrtvi in poskušal na silo odpreti steklena vrata, medtem ko sta Holgin in Hasanovićeva iz notranjosti plovila fizično držala vrata zaprta. Holgin in Hasanovićeva nista mogla varno zapustiti plovila, medtem ko jima je Scott grozil in poskušal dreti noter. Spet, to je ključna komponenta. O tem bomo govorili kasneje. Holgin in Hasanovićeva sta ostala ujeta v plovilu, dokler ni nekaj minut kasneje prispela policija. Ko je policija prispela, so Scotta odpeljali stran od plovila. Zdaj, od tam naprej, tožniki trdijo, da je Scott zapustil marino, vendar se je manj kot 15 minut kasneje vrnil, stekel proti plovilu in tožniki trdijo, da so se bali za svojo varnost, nato pa naj bi ga policija pridržala. Zanimivo razhajanje glede časovnice. In kmalu bom predvajal posnetek s telesne kamere, ki, kot boste videli, spet ne ustreza zgodbi, ki jo slišite. Tožniki pa trdijo, da je Scott po vsem tem domnevno objavljal o tem na družbenih omrežjih, poskušal izkoristiti domnevni dogodek s prodajo majic in drugega blaga, ter da se je iz incidenta norčeval. In mislim, poglejte, poročali so, da je res izdal izdelke na to temo. Poročali so, da je izdal majico s svojo policijsko fotografijo iz tega dogodka in z napisom "To je Miami". Vse to se je zgodilo po njegovi aretaciji. Majica je bila na prodaj na njegovi spletni strani z izdelki. Zdaj bi rad, da si to zapomnite, ker odpira zanimivo razpravo o škodi, kaj ne? Zakaj tožijo? Kakšna je bila škoda? O tem bom še govoril. Toda kar naredi ta primer drugačen, kot sem že rekel, je to, da obstaja posnetek s policijske telesne kamere, ki zajema nekatere trenutke tega dogodka. Bodite pozorni. Vse to imamo dejansko objavljeno na naši YouTube strani. Imamo celoten, mislim, da 30-minutni posnetek s te telesne kamere. Lahko si ga ogledate. Ampak želim vam predvajati res konkretne trenutke, za katere mislim, da bi lahko bili ključni. Dovolite, da vam to pokažem. Najel sem ta čoln, lastniki so prišli na ta čoln, ob 12 so razbili vrata. Ne vem, kaj se dogaja. Z aksentom. Potrkali so na vrata. Ne razumem, kaj se dogaja. Takoj iz čolna.
ni bilo nobenega pretepa, nobenega ugriza. Živijo, bil sem Kreker, Frank, ja, ej, dobro, sem na tvojem čovnu, imam 2 od... Tukaj, ja, videl sem. Lahko poskusiš še enkrat. Moram razumeti, kaj se dogaja. Najel sem ta čovn, on je umetnik. Ne? Rekli so mi, da moram biti tam ob 12. uri. Zdaj je 12:52. Bil sem v svoji sobi. Kapitan je z brco odprl vrata ob 12. uri, morda malo pred 12. uri. Rekel sem mu, da je nespoštljivo, da je z brco odprl vrata, medtem ko sem bil v sobi s svojim prijateljem. Potem je prišel lastnik in rekel sem mu, zakaj nisi poklical moje varnostnike? To je moj varnostnik tukaj. Torej, trenutno imamo samo lastnika, kapitana in njegovo ženo ter otroke. Vse je v redu. Je bil kakšen pretep? Ne, prosim. Vse je samo to, da sem 20.000 za čovn. V bistvu ne bom rekel, ne bom sodeloval z vami. V bistvu je to lastnik čovna in kapitan. Torej so potrkali na vrata, ker si rekel, naj grejo mimo. Brcnili so vrata, odprli so jih, ker je bilo popolnoči. Hočejo spraviti ljudi z ladje. Brcnili so vrata, odprli so jih, veš, na tej strani je nekako voda, ka ne? Zdaj hoče spraviti ljudi ven. Zdaj je jezen, ker misli, da jaz ne vem tega. Ne vem, reče neki tasga, man te, ne moreš na moj telefon. Ker so prvič prišli, so bili oboževalci. Pozdravljeni, usedite se, sem z vami. Ne bom lagal. Usedite se. Hej, ekipa, hej, Rekla sem vam, da se usedete. snemam svoje otroke, sedim z vami. Odloži telefon. Sem s tabo, Travis, sem s tabo. Kako ti je ime? Policijska pritisem. V redu. Pridi noter. Ja, lepo te je spoznati. Kamera kitajska. Moje ime je. Lepo te je spoznati. In tako pač je. Kako ti je ime? Alvarenda. Mi ne boš podal roke? Ne. V redu, torej izberi. Rekla sem ti, naj sedeš. Hej, poslušaj, moraš poslušati. Rad bi samo vedel imena, preden govorite z mano. Ne skrbi. Kaj se dogaja? Jaz sem najel to jahto, poslušamo pa samo uživati. Ne vem se, kaj moram to preverjati. Vem, da sem mislil, da sem se časom, imam dovolj, kam jih želiš? Vem, da jih želijo. Imaš kaj, da imaš? Ne vem, kaj je, ampak kar želim je imeti pravi pogovor. Ker sem res navdušen človek, rad se res dobro zabavam, prav? In ko nekaj najamem, zame ti čovni tukaj v Miamiju niso nič posebenega. 90 ali 100 čevljev dolžine mi ne pomeni nič. Ja, ne glede na vse. Če čovne odhajajo za 4 ali 8 ur, mi to ne pomeni nič. Prav, kaj pa potem želiš od njih? Ničesar nočem. Vse, kar želim, je spoštovanje. In nameraval sem oditi. Ampak nihče me ne bo spravil od tod. Lahko pokličejo 911, 1000, 11111, ampak nihče me ne bo spravil v tod. Sedel bom. Ne poslušaš? Koliko? Koliko? Hej, vzem žlico. Hvala. Hej, varnost, to je tvoj varnostnik. Kje? Ja, tako je. Vsi moji otroci so taki. Tu gre za milijarde. Vsi moji otroci so v smislu, grem s tabo. Ne dotiki se me. Hej, sedi. Nisem ti rekel, da greš. Nočem zamuditi. Si to pravkar rekla? Hočeš, da sedim s tabo? Kaj še hočeš, da naredim? Ker bom preverila, kaj imaš v torbi. Težko je imeti trde diske v hiši. Poslušaj, V redu. Želiš biti vljuden? sem zelo vljuden. Kaj veš o meni? Sem največji maher. Torej, Veš, samo poslušaj naju. to je to. Nimam ničesar pri sebi, draga. Pravim ti, da sedi in ti še kar. Rekel si mi naj sedem. Ti sedi. Sedi, ampak preveri tisti nahrbtnik, ker si prosil, da ga preveriš. Kako ti je ime? Hej! Prica. Preveri tisti nahrbtnik. Zdaj, to je njegova izjava o tem, kaj se je zgodilo, a ne? Nimamo posnetka celotnega domnevnega prepira, ki je bil prej opisan v tožbi. Zato sem omenil, ali so na krovu kamere? In tožniki bi lahko trdili, da ta posnetek domnevno prikazuje, da je bil nekoliko agresiven, razgrajaški, pod vplivom alkohola, še posebej v odnosu do policije, kaj ne? Lahko podajo takšen argument. Če se tako obnaša do organov pregona, kako mislite, da se je obnašal do nas, civilistov? To je argument, za katerega se sprašujem, ali ga bodo uporabili. Ampak nasprotni argument, nekaj, za kar se sprašujem, ali bi lahko obrambna ekipa gospoda Scotta rekla, je, poglejte, kaj je narobe s tem, kar počne. Ne kaže domnevne vrste nasilja, ki mu ga očitajo. Njegov odvetnik bi lahko rekel, da sodeluje, poskuša se rokovati, samo poskuša povedati svojo zgodbo.
Zdaj pa tukaj je oseba, ki naj bi bila iz Mete, kapitan, ki podaja svoj opis dogodkov. Ko smo prispeli sem, pogovor je trajal do polnoči. In šel sem v kopalnico. Šel sem tja, bilo je temno. Prosil sem ga. Bil je že na čolnu. Ja, tukaj je vsi kjerkoli, kaj je na telefonu. Torej vse, kar imam. Ste bili udeleženi v prepiru, ali ste bili samo priča? Ne, bil sem prepričan. Tukaj me je stradalo. To je tisto, oprosti. Si bil ti? Torej, potrkal sem na vrata in on reče, kot da so bila vrata nekako odprta. Rekli smo, da se konča ob polnoči, prav? Tako da je bilo kot 20 minut kasneje. Potrkal sem na vrata. Torej, da grem, V redu, torej kaj je potem, ko potisneš čoln ven? Oni plačajo in jih pelješ ven, potem pa se vrneš in oni odidejo. Ja, vrnili smo se in potem reče, ne želim iti. Torej, ko sem se vrnil, gospodje, in ko je prišel iz kopalnice, me je začel odrivati. Kot, hej, zakaj me ne spoštuješ? Hej, o čem govoriš? Zato, ker si odprl vrata. Ko sem hotel biti z dekleti, je v redu, kakorkoli. Tvoja zmena se konča ob 12. Odnesel sem ga psu, v redu, in potem pride ven, kot da bi odhajal. Pokličem upravitelje, lastnike čolna, rekel sem mu, hej, nekaj se tukaj dogaja, sem v težavah tukaj. Ta tip ima varnostnika z pištolo ali nečim podobnim. Torej, ta tip ima pištolo ali nekaj takega. Tako sem poklical varnostnika, ko so me te tipi začeli odrivati in on reče, v redu, naj pokličem varnostnika. Nočem se ga dotakniti, veš, nočem ga udariti, nisem tak. In potem se je začel prepirati z mano ali pa je rekel, ne, samo prišel sem sem, želim se pogovoriti s tabo sam. Mislim, da je tam noter več ljudi. Zdaj, to je del njegove izjave, ne? In mimogrede, njegova izjava bo morala biti skladna z drugimi izjavami, ki jih je kadarkoli dal v tem primeru, ne? Kar je povedal organom pregona, kar je navedeno v tej tožbi, kar bi povedal v izjavi pod prisego, kako bi pričal na sojenju. Zaradi verodostojnosti morajo biti te izjave dosledne. Ampak v resnici imamo tukaj situacijo, kjer je eden rekel, drugi rekel, tretji rekel, četrta rekla. In še nekaj trenutkov z policijske telesne kamere vam želim pokazati. Tukaj policija očitno spremlja Scotta stran z jahte, vendar se zdi, da pride do konflikta ali težave glede tega, da bi vzel to zeleno torbo Louis, očitno torbo Louis Vuitton, ki je na krovu. Kameča! Pozdrav, Kameča! Pozdrav za jebeno ekipo! Mi pa, zarabo tega kretena, kako ti je ime? Dokler hodaš, si v redu. Kako ti je ime? Dokler hodiš, si v redu. Ja, kako ti je ime? Vse sem ti že povedal. Ti, slušaj, sedi tudi, Alvarengo! Kaj je? Alvanago promaš, gremo desno. Vem, kaj moram narediti. Ti! Čist rezen sem. Ne nehajte hodati, fanti, ne nehajte hodati. Če se ustavili, padem, ne uredite. Če neham hodati in padem v vodo, me lahko aretirate. Če padem, me aretirajte. Če padem, čakam, da mi poveš, kaj. Vem, da si pripravljen, da neham. On hoče, da neham. Presežem, da bo on to ustavil. Počakaj, tako daleč sem pred vsemi. Presežem pri Bogu, res bom vodil to pizda. Kaj počnemo? Si pripravljen iti? Kaj naj dobim? Si pripravljen? Nisi doma. Na tvoji desni, to je moja leva. Draga, veš, kličem. Imaš prav, to je moja leva. Moj prevoz je tukaj. Varnost, tam je. To je tisti tip, zaradi katerega sem si zlomil hrbet. Sem s tabo, kaj je? Kaj je? Kje je to? Kaj imate vi tukaj? Vas je okoli 80. Pojdi tja, kje je to? Potrebujem pomoč, da dobim svojo torbo. Torej so ti dali varnostnika. Si prepričan za mojo zeleno? Ja, ti je dala varnostnika. Mojo zeleno Louis torbo. To je zelena Louis torba, ki je še vedno na čolnu. Nimam nobenega razloga. A imate kamere na prsih? Samo zapravljate naš čas. Moram se vrniti noter. Moja torba je na čolnu. Samo prestrašili ste me. Včeraj ste me prestrašili. Rekli ste mi, naj zdaj odidem ali pa me boste uklenili. Poslušajte me, rekli ste mi, če zdaj odidem, me boste uklenili. Povedal sem vam. Če jaz, hej, poslušaj, tukaj je slika, povedal sem. Ti. Če imaš še kaj na čolnu, moraš iti pa to z nami. Tako da veš, vse svoje prenose imaš pri nas. Okoli mene je 50 kucajev, brat, vas je 10, zdaj se vračaš. S tem, rekel sem ti naj greš in zdaj si nazaj, ker si mi rekel naj grem in zdaj sem nazaj.
Zakaj? Zakaj se vračaš? Ker sem nekaj pustil, ker si ti, rekel si mi, da nimaš ničesar več na čovnu. Ker je 50 policajev, brat, vas je 13. Torej, nimamo več ničesar za izgubiti, ker vas je 13. Jaz nisem. Nisem vedel, če imam, nisi mi dal nobene priložnosti. Poskušam se obrniti in preveriti. Rekel si mi, naj ne grem na tisti čovn, sicer me boš zaprl. Rekel si, da če neham hoditi, me boš zaprl. A nisi tako rekel? Rekel si, če samo neham hoditi, bom nehal hoditi. V redu, bomo videli, počakaj trenutek. V redu, vidimo se čez trenutek. To moraš narediti, človek. Samo ne razumem, zakaj sem spet tukaj. Mislim, da imaš prav. To je prekršek, človek. Nedovoljen vstop na tuje posest po opozorilu. Zjutraj boš zunaj. Pravkar sem izdal tistega po opozorilu. Po enem. Ja. Ampak tudi, če bi pustil svojo torbo v čovnu in bi tekel s svojim, stvar je taka. Policisti mi dajo priložnost, da zberem vse svoje stvari. Rekli ste, da nimam ničesar. Niste mi dali priložnosti. Rekli ste, da se ne smem vrniti na čovn. Kakšni sta torej dve obtožbi? Nedostojno vedenje pod vplivom alkohola in nedovoljen vstop na tujo posest. Niti me niso testirali za alkohol, da bi dokazalo pitost. Niti treba biti pravnik, da si pravnik. Kako veš, da sem upit? Ker ga vonjamo. Ne moreš biti pijan v Miamiju. Lahko si, ampak ne smeš se obnašati kot norček, ker si pijan, stari. Ja, tako da so ga aretirali. Po poročanju TMZ so tožilci na koncu opustili obtožbe zaradi motenja javnega reda in pijančevanja ter nedovoljenega vstopa. Mimogrede, zanimivo dejstvo. Ugani, kdo ga je zastopal v kazenskem postopku? Kdo ga je takrat zastopal v tisti manjši kazenski zadevi? Naš dober prijatelj Bradford Cohen. Ja, takrat je dal izjavo, v kateri je rekel, citiram: Gospod Scott je bil na kratko pridržan zaradi nesporazuma. Ni bilo nobenega fizičnega spora. In zahvaljujemo se oblastem, da so sodelovali z nami pri hitri in sporazumni rešitvi. Zdaj je možno, da bi lahko bili ti policisti poklicani kot priče, da bi se posnetek telesne kamere lahko uporabil kot dokaz, čeprav kazenski postopek v resnici ni bil sprožen. Včasih lahko vidite, da se civilna tožba nadaljuje, ne glede na to, kaj se zgodi v kazenskem postopku. Različni standardi dokazovanja, kaj ne? Eden je onkraj razumnega dvoma. Običajno je v civilni tožbi standard pretežne verjetnosti, torej bolj verjetno kot ne, da se je nekaj zgodilo, več kot 50%, kaj ne? 51%. Dobro, zdaj pa naj povem, zakaj tožijo. Tukaj je 12 tožbenih razlogov, 12 zahtevkov. Prva točka, grožnja z nasiljem. Torej obtožba, in to je meta proti Scottu. Obtožba je, da je Scott grozil in uporabil silo proti Frometi, ter da je nameraval povzročiti škodljiv ali žaljiv stik. Ne gre za sam stik, gre bolj za pričakovanje, grožnjo tega, da je to povzročilo razumen strah pred škodo. Razumen. Kaj je razumno v teh okoliščinah? Zdaj Frometa trdi, da je utrpel škodo. Utrpel je škodo v obliki strahu, ponižanja, hude čustvene stiske, tesnobe, duševnih bolečine. Vse to možno škodo boste videli pri skoraj vseh teh zahtevkih ali pravnih podlagah, kaj ne? In nekaj, kar morate imeti v mislih pri tej točki in pri vseh ostalih. Porota bi morala odločiti, ali se je to zgodilo, kaj ne? Ali je prišlo do napada? Ali so bili prisotni drugi pravni zahtevki, o katerih bomo govorili? Namerno povzročanje čustvene stiske, fizični napad. Ali se je to zgodilo, kaj ne? Po standardu pretežne verjetnosti bolj verjetno kot ne. Običajno je to standard. In B, ali je Frometa dokazal škodo? Ali je predstavil dovolj trdno zadevo za namen odškodnine? Koliko naj bi to znašalo? Običajno bi videli zdravniška poročila, zapiske s terapij, pričanja prič, takšne stvari, da bi pokazali, kako ste trpeli, pokazali škodo. In predstavljam si, da bi tožniki trdili, da je njegovo prodajanje ali domnevno prodajanje merča in argument, da ima dobiček od tega, kar se jim je zgodilo, prispevalo k njihovi škodi. To prispeva k izračunu odškodnine, k temu, kar so pretrpeli in kar še naprej trpijo kot posledica. Ne vem, ali bo to učinkovito, ampak mislim, da bo to njihov argument. Druga točka, fizični napad. To je spet meta proti Scottu. To je nekako sestrska tožba napadu. Tukaj ne gre več grožnjo, gre za dejanski fizični stik z nekom. In se spomnite opisa, ki je bil v tožbi, kaj ne? Torej, meta trdi, da je Scott namerno vzpostavil škodljiv in žaljiv stik. Ni šlo le za bežen dotik, ampak za nekaj hujšega. Tretja točka, protipravni odvzem prostosti. Ta je zanimiva. Torej, meta trdi, da je Scott omejil njegovo svobodo gibanja, da mu je odvzel svobodo, da je bilo to nerazumno.
In predvidevam, glede na to, kako to berem, da se to nanaša na dogodek v baru, aj ne? Umik v bar in ni imel kam iti. Zdaj ne vem, če bo to nujno šteto za lažno pridržanje. Običajno, velikokrat, ko vidite lažno pridržanje, je nekdo zaklenjen ali pa nekdo nekomu zapre izhod. Mislim, lahko bi trdili, da ni imel kam iti, ker se je bal Scotta, da je bil v strahu za svojo varnost. Ampak ali je to tako jasno kot napad ali fizični napad? Nekaj, o čemer je treba razmisliti. 4. točka. Namerno povzročanje čustvene stiske. Spet, to je meta proti Scottu. Vedno zelo široka obtožba, lahko zajema veliko različnih vedenj. Ampak meta trdi, da je Scott ravnal namerno ali brezobzirno ter skrajno nezaslišano. To so pravni izrazi. Res mora preseči mejo na zelo hud način. Govorimo o resnično grobem in škodljivem vedenju. Trdijo, da je to, kar ne bi storil, preseglo vse meje spodobnosti. Točka 5. Torej, to je še en zahtevek zaradi napada, vendar je ta Holguin proti Scottu. Točka 6. Še en zahtevek zaradi fizičnega napada, vendar je to Holguin proti Scottu. Točka 7. Lažno pridržanje. Holguin proti Scottu. Spet gre za iste osnovne ideje. In ta pravzaprav, tista o lažnem pridržanju, se nanaša na idejo, da so bili ujeti na plovilu, kaj ne? Niso imeli kam iti, bili so ujeti. Mimogrede, vse se bo na koncu vrtelo okoli tega, kdo je kaj začel, kaj ne? Kdo je bil napadalec? Kdo je koga blokiral? Kdo je prvi uporabil fizično silo ali grožnje? In morda imajo tožniki, torej najemodajalci, prednost, če rečejo, glejte, on je prekoračil svoj čas na jahti, morali smo ga prositi naj odide. Ampak, okoliščine so pomembne. Pomembno je tudi, kako je bilo vse to sporočeno. Ja, lahko trdite, da je bila to njihova lastnina. Oddali so jo v najem. Za določen čas so jo dali v čarter. Morda je Scott podpisal izjavo o odpovedi ali kakšen obrazec, s katerim se je strinjal, da bo odšel ob določenem času ali da je najel jahto za določen čas. To bi bil pomemben dokaz. Ampak spet, ta izmenjava, način, kako se je to dejansko zgodilo, bo tudi pomemben. Točka 8. Namerno povzročanje čustvene stiske. Spet, Holguin proti Scottu. In potem imate točke 9, 10, 11, 12. Vse so iste, kot sem jih omenil, vendar to velja za Hasidoviča. V redu, torej to je začetek nove pravne bitke za umetnika. Najverjetneje bo poskušal doseči, da se zadeva zavrže. Predlog za zavrženje tožbe zaradi pravno nezadostnega zahtevka. Morda obstaja vprašanje zastaranja, morda obstaja vprašanje pristojnosti. Običajno vidite ugovor, da tožba ne navaja pravno utemeljenega zahtevka. To je zelo pogosto, saj tudi če sprejmete vse navedbe kot resnične, ne podpirajo elementov v zahtevkih. Ne podpirajo zahtevkov v tem primeru, da to ni protipravno pridržanje. To se pogosto zgodi, včasih uspešno, včasih ne. In tudi, običajno bi v tožbi njegova stran podala odgovor na tožbo, v katerem bi priznala ali zanikala navedbe. Želim to skrbno spremljati. Želim videti, kako se bo razvijalo. Ampak zanimiv primer. Kljub temu novo poglavje za Travisa Scotta. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify, kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-evem Peacocku. Če me želite spremljati na X-u, Instagramu in v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka, ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.